Vsem poročevalcem še enkrat hvala lepa za prvi del poročanja. Predsednik Vlade Republike Slovenije, vabim vas k nagovoru našim poročevalcem. In poročevalci, v primeru vprašanj predsednika vlade si vprašanja zabeležite in po nagovoru predsednika vas bomo povabili k odgovoru. Predsednik vlade, dr. Miro Cerar, izvolite. Hvala lepa, spoštovani poveljniki in ostali pripadniki slovenskih kontingentov v mednarodnih organizacijah in misijah. Lepo vas pozdravljam in se vam zahvaljujem za ta vaša poročila. Lepo tudi pozdravljam vse tu prisotne, predvsem ministrico za obrambo in spoštovanega tudi seveda namestnika načelnika generalštaba Slovenske vojske in ostale. Najprej povem, da sem zelo vesel, ko vidim tam ob vas vedno zadaj zastavo, slovensko zastavo, ko mi sporočate, da boste v dobrem in pozitivnem vzdušju praznovali naš pomemben praznik Dan državnosti. Želim vam, da bi ga praznovali čim bolj vzneseno, tako kot si želim, da bi ga praznovali tudi tu doma. Naj povem, da Dan državnosti še posebej v mojem spominu ostaja nekaj, kar nas spominja tudi na seveda 10-dnevno vojno za Slovenijo, kot smo ji do zdaj rekli vedno. Namreč takrat ni bilo dovolj, da smo si želeli demokracijo, da smo si želeli mir, živeti v svoji državi, ampak smo si morali to našo državo, to našo samostojno suverenost izboriti tudi za oboroženim bojem. In takrat smo vsi videli, kako pomembno je imeti sposobno vojsko, torej oborožene sile, ljudi, pripadnike svoje nacije, ki so pripravljeni tudi tvegati celo svoje življenja za to, da bi obranili domovino oziroma da bi jo zastopali, tako kot jo zdaj vi zastopate, tudi v mednarodnih operacijah. Naj povem, da ste nam vsi v velik ponos. Osebno sem ponosen, verjamem, da smo vsi enako ponosni na vas, kajti Slovenijo predstavljate kot zanesljivo in verodostojno državo, predstavljate jo v najboljši luči s svojo visoko motiviranostjo, s svojim znanjem, z tistimi pravimi vrednotami, ki jih zagovarjate, kot so solidarnost, predanost, tovarištvo, bi rekel, in seveda tudi prizadevanje za mir, varnost, vse tisto, kar je pač vaš temeljni namen. In predvsem sem tudi vesel tega, ko pravite, da ste seveda disciplinirani, da razumete svoje poslanstvo, in naj povem, da to vaše poslanstvo je resnično zelo plemenito in častno. Zato je prav, da ga vsi tu v domovini cenimo in da seveda vam v tem pogledu želimo, da bi ga še naprej dobro opravljali. Naj omenim še to, da seveda je zelo pomembno tudi, da letos praznujemo 20. obletnico bi rekel, naših vojaških misij in udeležb v mednarodnih operacijah. Več kot 11.000 pripadnikov Slovenske vojske je doslej sodelovalo v teh misijah in operacijah in moram reči, da res vsi skupaj, vključno z vami zdaj, ste to nalogo opravljali in opravili zgledno in želim, da bi bilo tako tudi v prihodnje. Naj povem, da demokracija, mir, varnost niso samo neke fraze, to so temeljne postavke našega družbenega sobivanja, tako v Sloveniji, Evropi kot v celem svetu. In danes je svet povezan, kar se dogaja v Afriki, na Bližnjem vzhodu, Aziji, v Evropi ali kjerkoli, pravzaprav vpliva na celoten svet, na vsako državo, tudi na Slovenijo. Zato vaše poslanstvo in vaše misije pravzaprav ne pomenijo samo sodelovanja v boju zoper, bi rekel, tiste, ki želijo v svetu ustvarjati krize, nemir, ustvarjajo teror, želijo prizadeti druge, ampak ta vaša prizadevanja pomenijo tudi to, da smo tu v Evropi, tu v Sloveniji na nek način bolj varni in še bolj povezani z vsemi zavezniki. Tako da naj na nek način še enkrat izrečem vsem vam svoje osebno, bi rekel, spoštovanje in eno veliko priznanje za to vaše delo. Verjamem, da ta občutek delim z vsemi v tem prostoru in verjetno z vsemi Slovenci, ki vas spremljajo oziroma vedo, da ste tam in se trudite. Želim vam, da bi res dobro
v dobrem vzdušju in varno praznovali ta naš pomemben slovenski praznik in predvsem, da bi se po opravljeni misiji vsi zdravi vrnili domov, sem, kjer vas čakajo svojci, prijatelji in vsi drugi in so ponosni na vas. Dovolite pa mi, da na koncu zastavim res neki dve vprašanji, namreč predvsem me zanima, seveda nekateri ste deloma na to že odgovorili, pa vendar, zanima me, kako ocenjujete sodelovanje z zavezniki, partnerji v teh vaših misijah oziroma operacije. Zanima me predvsem, ali kaj pogrešate. Verjamem, da pogrešate svojce, prijatelje, pa vendar me zanima, ali tudi pogrešate kaj na področju vašega delovanja, glede opreme, glede česarkoli, kar bi vam lahko pomagalo, da še bolje opravljate svoje, seveda, dolžnosti, naloge. In nenazadnje me zanima, in to namenjam predvsem tistim, ki se nahajate v bolj kriznih območjih, kjer je stopnja nevarnosti veliko večja, koliko je pravzaprav omejeno vaše gibanje, kako sodelujete pri tem, da zagotavljate varnost drug drugemu in seveda vsem zaveznikom, ki z vami delujete. Toliko z moje strani in še enkrat hvala za to res plemenito poslanstvo, ki ga opravljate.